Dobro došli na Ocvirki podcast. Pozdraviti. Seveda treba pozdraviti. Itak intro predtem. Ne, jaz bom zdaj pozdravil. Lepo pozdravljeni v tretjič snema zdaj. Lepo pozdravljeni, z vami sva Florian in Matej, intelektualna pripomitivca, da je... Pripomitivca, Yes. da je frizerske rime danes so tema. vse. Ampak pretep sam, jaz se nisem Današnji sponzor podcasta je nobeden, ker še nimamo nobenih sponzorjev. Fajn. In sedaj lahko... Zakam si se tako očedel, mi lahko poveš najprej? Jaz sem se očedel. Jaz sem se... tule sem se. Očedel, nisi se pa kaj veliko zredil. Pri frizerju sem bil glih kar, ker grem na dopust in se ne bom mogel strišti, no, mislim, lahko bi šel, ampak ne zaupam Špancem. A mi že ni tam cenej? Da je Striženje, storitvene dejavnosti. Ja. Kje so favele drugače? Favele Tam se lahko strižeti. A niso favele v Južni Ameriki. Ja, ne vem. Vidi. Neke To bomo zrezali. obrobje. Ne smemo pokazati, da kaj ne vemo. Če ne, Ne vemo, kje so bojo ljudje favele. nehali poslušati. Bojo pa z veseljem poslušali podcast, ker ni sponzorjev. Super. Neč ne ima težilo mes. V glavnem, ja, sorry, ustrigel sem se, ker grem v Španijo na dopust za 9 dni na Majorko. Majorka, Majorka. Major. Kaj greš na Majorko, ja? Train of thought se je odpeljal. Ja. Jaz grem na Majorko z mojo punco in bom plaval. Mislil sem nekaj o tem povedal, da bi povedala, na kakšen način funkcionirajo dopusti pri nas, ko to mogoče koga zanima ali pač. Dopusti pri nas. Misliš, Mislim, glede benda pa to, kar se glede pač benda. Ja, ali ne? Ne vem. Ja. Lahko si predstavljate, da recimo mi dva igramo v zasedbi Pop X in to pomeni, da smo precej zasedeni za vikende, kar pomeni, da Predvsem včasih, poletje je sezona, ne? Teh Tako. porok, to, kar imamo mi večinsko. in je včasih to težko usklajevati s partnerji, ki nimajo takega življenjskega sloga, pa imajo na primer glih vikende fraj, ne? In smo našli za to eno rešitev. Boš povedal, Florian. Mislim, rešitev. Tako je, da doskrat me že kdo vpraša, zdaj, kdaj pa greste vi na dopusta, ne vi celo poletje špilate. In je pač pri nas je to tako, oziroma pri Popix je načeloma zdaj trenutno ta način, da je, da se počaka v bistvu več ali manj do zadnjega, katera sobota bo bo prosta, ker je tak večina sobot imamo itak zasedenih, sploh v poletje, in se potem čaka na zadnje dve ali pa na zadnjo in pa še se ko zadnjo ostane, takrat se pa naredi, če hočeš kolektivni dopust vseh članov, zravno to potunkamo še svoje significant others. Tako, People. zadnji vikend, ki ostane fraj, postane naš kolektivni dopust. Tako. In pa gremo vsi skupaj na dopust. Ne? Tako da ja, itak pa tudi, ko pač igramo v glavnem polu, oziroma no, če nismo redno zaposleni, je pa tako, da oziroma, da ne hodiš vsak dan nekam v službo za nekoga, nam tako rekel, imaš pa tak še pa, da če si čez teden narediš, da če pa to ponavadi potem po sobotnem špilu od nedelje do naslednje sobote, pač Tako. tako da je en vikend vmes. Ampak ne bom vam pa povedala, kaj je današnji datum, zato ker če ne bo občinstvo vedlo, koliko veliko prokrastinetama, dokler uploadamo tole epizodo. Mislim, tukaj je za tudi to, tukaj je za tudi to meni, da smo mi pač načrtno nabirala Izkušnje. material. Načrtno nabiramo izkušnje. Ne vem, ko boš zdaj povedal. Mislim, da pač smo si vzela neki podcastov, kjer bomo samo mi dva in jih bomo pripravljala vnaprej. Mislim, daš neki full broad bolj, nekak izkušnje. Zdaj, ja. Nisem vedel, kam boš to zdaj. Nijam nobenih drugih izkušnj. Ja, fajn. Ja, in zato bomo, zdaj si delamo za logo podcastov, ki jih bomo pa naenkrat objavila. Ne vse, Okay. nekaj jih bo, ker je to Tako. boljš za algoritem, menda.
če ste že kdaj brali o YouTube algoritmu ali se za to zanimali. Ali ste algoritme jemali tudi pri matematike? To je snov, ki mi je najbolj šla drugače. Matematike ful nisem maral, ampak algoritmi so mi pa šli. Edino, da se tako spomnim, da sem res pisal 4, ostalo pa tako 2 ali negativno. Ne moram se spomniti, kako že to zgleda. Jaz tudi ne bom reč nič več rekel. Ampak pač neka zaporedja so bila pa to. Ne? Ja, zaporedja, ok. Pa log neki je pisal. To so pa logaritmi. Jaz sem pa rekel algoritmi. Se najbrž si mislil logaritme, Ja, zato so brez nobenih algoritmov. Po moje, ja. Bo držal, ja. Logaritmi, ja, ne algoritmi. Tako ne veš, kako se reče, si najbolj pisal. No, drugače pa ti greš kam v Španijo, si rekel, za 8 dni. Na Majorko. Kje pa je to? Sem že hotel za 5 spet. Ja. To je na otoku v morju. Kaj je Sredozemsko morje to? Ja, okay. In danes je res podcast, ko bomo pokazali, da nimamo pojma o čemer. Ja, danes je res tako. Ja, v bistvu ful turističen otok, ampak smo se potrudili, da smo nekaj kraja zbrala, kjer baje ne prevladuje masovni turizem. Ne gremo glih v glavno mesto Palmo, ampak na neke druge plaže, da bi pač bila lahko bolj neka pristna izkušnja. Čeprav pristno špansko izkušnjo, po mojem, bi mogel bolj iskati prvo v Španiji. Kakšne so predvidene temperature? Ne prehudo. Sem se bal, da bo nekih 40 stopinj, ampak je zaenkrat kaže 30 max. Ja, no, je bil začetek meseca ful bolj vroč, menda. Okay. Kakšne so pa cene povprečne apartmajev, tako za mi dva gremo v hotele, nemilionarje? Ampak so cene kar visoke, samo zaradi tega, ker je ta termin, ki je nam ostal za dopust, v bistvu najdražji. Višek sezone je to v bistvu. Ne? Ti greš pa kam? Mi pa gremo na Irsko in sicer pač ogledali si bomo, oziroma ne bomo zdaj celo Irsko prepotovali, tako grejo nekateri krok naredijo, ampak bomo pač mi dva pristanemo v torek v Dublinu, pa poberemo avto, torej pač rent-a-car, ne. Pol se pa peljemo čist na zahodni del, kjer bomo prespala v bližini, no ja, ne v neposredni bližini, tako pol uro stran od Galwaya, to je pa čist na zahodni strani. Tako da si ima pol v prvih 4 dneh pač pogleda bolj zahod, ampak še vsem ta centralni del Irske, ne bomo šla čist na sever, pa ne bomo šla čist na jug. V ta mesta pa te klife ta greva pogledat, pa še kaj, pol zadnje dni bomo pa bolj center Dublina, pa pač malo te okoliške kraje, tako vse cerkve, pa kak muzej, najstarejšo knjižnico njihovo, take stvari. Cool. Prve 4 dni bomo vozila, pa tako bomo veliko bolj okrog, medtem ko v Dublinu vržnemo avto, pa bolj peš, pa javni prevoz, pa na ta način. Ja, menda je kar veliko za videti. Moja je bila tam, sem videl slike, zelo lepo izgleda. Daj pa so bili? Že v srednji šoli, ti izleti, ko imaš organizirane. Okay. Ampak fun fact, veš slučajno, da je Irska zelo popularna destinacija za odpiranje firm. Ne, zakaj pa? Ker ima zelo nizek davek. Pač davek na dodano vrednost. Mislim, da je tako, ne vem, 9% ali nekaj taga. Okay. Ampak so pa drugi minusi, ne vem, najemnine so absurdno visoke. Ja, sej, ne bom zdaj rekel, da je primerljivo, ampak če rečeš, da je za Japonsko, da je draga, Irska tudi menda kar med dražjimi destinacijami. Sicer spet ne toliko Japonska, pa ne toliko recimo, kar še bolj sever, ne, kakva Norveška. Sam jaz sem za Japonsko čul, da je poceni. Ja? Ne, da je draga. Da je pač drag del samo tja priti. Sam let, ali kaj? Ja. Je pa Ker jaz sem tudi enkrat informativno šel gledat, mislim, da kakšne 2 leti nazaj, pa sem prišel do, ne vem, nekega hotela z zajtrkom v centru Tokija za 10 dni. Je bilo, tako bi rekel, 600 € na osebo. Ja, to pa res ne veliko pa, ja. Ja, zanimivo. Ne vem, jaz, kar sem se kdaj menil ali pa gledal, no, pa to že tudi nekaj teden nazaj, je bilo tako, da je bilo res drugo. Je pa res, da je verjetno sigurno najdražje pride. Ampak tudi, če je Jurija, je vseeno ugodno. No.
Če primerjaš recimo s Hrvaško, kar je se mi zdi najbolj popularna destinacija, še vedno, zdi, da je Hrvaška pač v vrhu sezone še vseeno tako draga zdaj, da ne, sploh po hotel, pa če bukiraš to zadnji cajt, ne? Ja, tudi so se ful začele te omejitve v mestih, ki ima, to Dubrovnik ali Split, ko pač kovčkov ne smeš več furat, ker je preglasno. Tako da ja, se sem zančen mim videl, da kao najbolj turistično neko mesto ali pa turistična država, ki se v bistvu je turizem ful velik del njenega BDP-ja, pol pa kao domačini, ki so tam, pa so sami neki mrki ljudje, ko grdo gledajo, ker si ti zdaj tja pršel. Ne, pa sedno tudi za Hrvaško, jaz ne vem, kak si recimo, ko si omenil recimo Dubrovnik, glede na to, kakve so cene, tudi ba je, da če greš v Lidl, je hrana tudi ful draga. Kak si pa recimo tiste ljudi, ko tam živijo pol, mislim, kak pridejo skozi mesec pol, naprimer, zdaj, ko so to tak dvignali, ne, če je temo tako. Čeprav jaz mislim, da če ne greš zdaj gliho neke centra, pa neka večja obljudena mesta, da ni tako hudo. Verjetno je zelo lokacijsko pogojeno, pa bližina plaže, pa take stvari. Pa spet odvisno, verjetno, če otok, nekor otok, verjetno tako je draže zaradi prevoza še tja. Ja, bi rekel, ja. No, ne vem. Jaz sem bil pred 2 tednoma na Pagu in so bile cene višje, ampak ne pa neki ful višje, kot pa pri nas. Še vseeno v mejah normale. Tudi na plaži, ne vem, veliko pivo je bilo 3 evre pa pol. Ja, to je mal je draže, ni pa zdaj spet... Ampak bi pa še vseeno rekel, da sem bil na eni lokaciji, ki pač je mogoče vseeno cenejša, ko pa če bi bil, ne vem, če bi šel v Novalje napir. Aha, ja, okej. Ja. Ja, kak je tudi beach bar, ki je malo bolj oddaljen, ali pa da je neka trgovinica drano, verjetno, mislim, sigurno cenej. Ne vem, jaz sem bila prejšnje leto na Visu, pa je tak, da apartmaj pa to ful drago, pa meso recimo ful drago, druga pa ni bilo tako, no, zdaj hrana pač ni bila tako hudo. Ostalo bilo normalno, no, mislim. Ne, recimo alkohol itak, pa meso, pa recimo sladoled, to paziš, da je ful drago, no. Naprimer, ne vem, jaz se še spomnim, recimo, ko smo hodili starši na morje, mislim, no, vse tudi zdaj, ni tako dolgo nazaj, ko smo pri starši, da ne bom zdaj to, ampak se spomniš ti, ker je bil sladoled 5 kun kuglice. A veš, to ni niti 1 evro, ne? Ja. Se tudi v Sloveniji se še spomnim, ko je bil pod evro. To se pa jaz ne spomnim. To mi je tak, to mi je čist čudno, da bi dal, ne vem, 80 centov za kepico, zdaj pa tak 2,5. Vse mogoče se motim, ker se mi zdi, da ko je evro ven prišel, da je bil tako je šla gor, ja. Tako standardno je bilo ful stvari 1 evro. Ko se pa je bilo to več. A ti se spomniš še Face drugač tolarjev? Ja, spomnim se sam fizično denarja, pa da smo ga imeli. Bil sem pa glih toliko star takrat, da se nisem obremenjeval s tem, kaj se kupuje, pa koliko stane, pa tako. To se spomnim, da smo imeli recimo v Laške, mislim, da je bila ena trgovina, ker bilo se za 100 tolarjev, ampak tako na to foro, ko neka Kitajska, da si imel igrače, pa to je bila res tak. Kakva pa je konverzija, drugače ti veš? Ja... Mislim, zdaj je tako bila inflacija, ampak... Mislim, da je bil 1 evro takrat na začetku. 700 tolarjev? Ne, 240 nekaj. A ja, to, aha. Mislim, da je 240 pa nekaj. Se pravi, tako neka 50 cent trgovina je bila to, v bistvu. Še manj. Na ta način. Mislim, takrat 7 je bilo pa s Hrvaško, ne? Ja. Je bil pa 1 evro 7 kun, pa nekaj, to je zdaj tako okvirno. Ampak ja, mislim, čisto nepredstavljivo, da je šlo v tolkem času to vse gor. Jaz pa nisem zdaj to, da bi zdaj rekel, da se spomnim za oblačila, da bi lahko primerjal, ne, ampak tako se mi zdi, če si imel ti 1000 tolarjev, se mi zdi, da si imel to pač tako, nekaj si dobil za ta denar, no. To se je reklo, da si imel Jurija. Ja, tako je. Ok. Ali pa se mislim, da je bil bankot za 10 000 tolarjev tudi. Pa mislim, da to je bilo takrat ful velik, ne, če 100 dobo tako zares, to je bilo že ful nare. Vse, kaj je to, pa... Ko zdaj neč kaj, ne, teh 500 tolarjev, kaj to, mislim, to ni neč, ne. To 10, veš. To je res malo. Ja, to je malo depresivno zdaj mogoče. Rekl si, da imaš, mi smo zdaj začela najne epizode bolj na ta način čist free, pa tako, da se malo navadima govoriti, pa tako.
ko malo bomo imela verjetno tudi kakega gosta čistko za pogovor, imaš pa ti danes tudi en drugačen način podcastiranja, oziroma rekel si, da imaš pripravljene tako neke... Bolje je sam, kaj lahko zamemo za istočnico, pa da neke formate sprobamo. Tako. In danes imam jaz ogromno berem in iz vsake knjige si naredim zapiske. In teh novcev je ful velik in lahko vsake toliko cajta predebatiramo kako knjigo ali pa kaj takega. In zdaj sem zbral eno knjigo, ki je takrat, ko sem jo prebral, nisem glih razumel. Okay. Zato, ker mogoče se nisem niti dovolj poglobil v njo, zelo je pač globoka knjiga in reče se ji Tao Te King. Kaj to meni? Nimam pojma. Čakaj, oprosti, to je naslov knjige. Tako, gre za neko staro knjigo o modrosti. Aha, knjiga o modrosti, ok. Sem narobe, Tao Te Ching v bistvu bi mogel reči. Kitajska knjiga modrosti, ki jo je napisal kitajski filozof Lao Tzu okrog 400 pred našim štetjem. Aha, full fine. Pisano je pa v verzih in ti verzi pač držijo kao full modrosti. No. Tako neka poezija modrosti. Tako, poezija modrosti, odlično. In jaz sem si pol izpisal, tukaj izgleda 16 povedi, ki bi naj pač neko modrost izražale. In jih bomo zdaj predebatirali, če ima kaj več zastopla na koncu, kot sem jaz takrat. Začniva s prvo. Vsaka misel ima svoje nasprotje. Mislim, dober, ta je zdaj dosti straightforward, ali ni? Vsaka misel ima svoje nasprotje. Ja. Torej vsaka trditev ali pa vsak fakt ima tudi še drugo stran. Da ima svoje nasprotje. Torej prav, da zanikaš to, na primer. Ja, sej, mislim, poved je čisto smiselna, ampak tukaj bolj zdaj razmišljam, kaj to zdaj meni koristi. A ne? Iz kakega vidika moramo se lotiti te povedi, se pravi, da... To je bolj tako, ni tak pesimističen pogled, oziroma da dvomiš doubt everything, v bistvu, ne, ta teorija. Ja, moš v vsako stvar podumati, tako da nisi glih naivn, ali pa ne ve, a ni to, kako se reče človek, kako vsako stvar dvomi? Skeptik. No, torej, po moje, to je samo to, da je mogoče zdravo biti malo skeptičen glede vsake stvari. Aha, tako ti to misliš. Po moje. Jaz sem bolj pomislil na foro, ta ideja inverzije, se pravi, inverzija je to, da lahko obrneš ti neko stvar, ne vem, iz pozitivne na negativno ali pa obratno, ne? Mislim, da bi vedno, to je zdaj ful tak naravnano, da bi vsako stvar bilo fajn v negativno obrnati. Ne, vse lahko obrneš tudi v pozitivno, ne? Se ne piše v kjero smer, pač vsaka stvar ima svoje nasprotje. Torej, lahko imaš slabo misel, pa v bistvu obrneš na dobre palne. Ja, da si ti probaš s tem orodjem nasprotja, da lahko ti obrneš neki izboljšati življenje, ker velikrat si v situaciji, ko ne moč situacije spremeniti, lahko pa sam spremeniš, kako na njo gledaš, ne? Ja, itak je. Da mogoče je to fora. Meni se zdi moja ideja boljša. V redu, fair. Okay. Naprej. V redu, gremo naprej. To mi je všeč, ta igrca. Super. Ne, mi pa bolj povej. Se pravi, Kaj? Ti misliš, da moraš biti skeptik, da to pojem tega? Oziroma, to je zdaj ekstremno rečeno, bolj, da ne smeš biti naivn. Ja, mislim, da ima vsaka zgodba dve platino. Da nisem... To je nekaj druga, se mi zdi. Ampak to mi je bolj všeč. Vse je črno-belo. Pač no. Pa tudi ni, ne? Ja. No, s tem se zdaj ne strinjam več. Bolj mi je bilo všeč tisto, kar sem štartal. To mi ni zdaj več tako, ker nisem črno-belo, tudi siva, ne? Ja. Mogoče so pa zato ti stavki tako modri, ker bolj, ko jih se poglabljaš, manj veš. Ja, vem. Veš, da nič ne veš. Ja, veš, da nič. Ampak že če veš, da nič ne veš, pol nekaj veš. Ja, to je tudi dobra teorija. Ampak jaz bi zdaj ostal pri tem, da to, ko sem jaz rekel, da... Kaj sem že jaz rekel? Da je fajn biti malo Pesimist. Pesimist? Skeptik.
Ja, bolj to, ja. Okay. Pač no, da ni vsaka stvar, da ni, aha, to je to, ampak da malo pomisliš, kaj bi lahko bilo pa drugače tudi. Fajn sem tole povedal. Ne, se štekam. na ta način. Ja, se je cool, ja. Da ni vse tako, kot se zdi. Ja, v bistvu, ja. Ok, cool. Gremo na naslednjo. Vsake oči ima drugega malarja. Tale je taka, da bi lahko nekomu kot žalil, kot to rekel. Tako da bom s takim tonom, Ta mi je všeč. bom s takim tonom prebral namenoma. Aha, okej. Domuj na svojem mestu brez nerganja. Domuj na svoje mesto brez nerganja. Po mojem Zdaj, je če to, ne bi bilo tega domuj, bi mi bilo bolj nekako logično, to mi pa zdaj tako... Mislim, se to je sam po mojem pač. To je tako ljubo doma, kdor ga ima pa tih bot. Ja, jaz sem pa bolj mislil, da je to kritika nekega stalnega pritoževanja. Ja ne, sam mene je zdaj ta, da je poudarjeno ta domuj, ne? Okay? Tako zdaj bod zadovoljen. A lahko še enkrat, pa koliko? Domuj na svojem mestu brez nerganja. Tak mi je čudno, ko to poudarjam, domuj na svojem mestu. Mene to sliči bolj na to, da pač na ta način ne zdaj... Še najbližje vsemu, no, kar bi lahko povzel to, da pač bodi zadovoljen s tem, kar imaš. Na ta način, ampak vezano na prebivališče, ali ko ne, da boji. Mislim, bom še naslednjo prebral, ker sta zelo povezani. Okay. Ker pa lepa bodi zmeren in se ne vmešavaj. To so tako neke zapovedi zdaj že. Ja, sej, na tak način mislim, so ti verziji napisani. Ampak se pravi, ne se buniti, ne se vmešavati, sam pač obstaji in bodi zadovoljen s tem, kar imaš. To je živi in pusti živeti. Ja, I guess. No, sej, se mi zdi, da so te azijske smeri razmišljanja, ali kako bi rekel, velikrat prije do tega, pa tudi budizem, ne? Da se pač skušaš odmakniti od vsega, da si čim manj stvari želiš, da se osvobodiš materialnih pa tega. No. Četrta je pa ful to, kar smo se zadnjič menila, ko smo razglabljali v smislu življenja. In je sam pač bodi posvečen delu. Okay, no, to je pa to, kar sem videl, na koncu bi zdaj prišla do strinjanja. Bodi posvečen delu. No, sej tudi, če si posvečen delu, boš doma, pa ne boš nergal, pa boš zmeren, pa se ne boš v life drugih vmešaval, ker boš pač zaposlen s tem, s čim se ti ukvarjaš. Veš, kaj mislim, zdaj sem hotel povezati malo. Ampak je tako, a ni to mi tako zdaj malo tudi tako malo zaupaj v sistem, pa ne biti glasen, čeprav ni zdaj, da ne se upirati, no. Ampak tak malo pač deli, pa dol glej, pa... Ne vem, kak je bil takrat sistem, ne. Ja, ko je 400 pred našim štetjem. Itak vedno sistem obstaja, ne. Pa moj tudi. Piše, da je generalno ta knjiga ful vplivala na kitajsko filozofijo in religije v splošnem. Ja, sej je tako, sej pravi, to meni ful podobno nekim, ne bom zdaj rekel božjim spovedom, ampak nekim tem, ne, ali pa kot neki moralni nauki skor, ne. Mislim, ta bodi posvečen delo je meni ful v redu, sam do the work, pa ja, tako je. Bože neki. No, to je res tak smisel življenja, pač da si produktiven. Ok, pa imamo pa cenitev redkih stvari rojeva pohlep in kriminal. Ok. Prva stvar, ko mi je padla zdaj na pamet, je to, da bolj redka, ko je stvar, večje popraševanje. In s tem pač narašča vrednost, iz tega pa lahko prije tudi to ven. Zelo ekonomska, drugač. Tale. Ja, pač zaradi ponudbe popraševanja, kaj se pa zgodi, ko pač popraševanje presega ponudbo, ne. Sam, kaj pa recimo zdaj, a veš, ok, kaj pa zdaj na drugi strani tega, ne? Kaj pa ne smeš se sploh ukvarjati s tem, kar je redko? Ali je to rezerviran pol za
če hočeš, neko peščico teh bogatih, no, ali kakorkoli, ne? Kaj se pa pol naredi s tistim? To zdaj ne sme nobeden se dotikati, ali je to nasplošno tako, ali je to sam pač bod pozor na to in zdaj bi mogel biti to nauk za vse, ne? Tudi za te, ki so v vrhu, če hočeš, ne, najbolj uspešni 1% ali pa. Jaz mislim, da tu cilja bolj kot ne z vsako stvarjo, ko jo hoče povedati na posameznika v njegov odnos do sveta, ne? V smislu, da spet taka budistična, pač, če si boš želel neke redke stvari, boš pohlepen, pa bi večja verjetnost postaja, da boš neko kriminalno dejanje naredil, ker si pač želiš nekaj, kar je težko dosegljivo. Ampak redke stvari niso nujno slabe, ne? Ja, itak. Ker tudi problem je tu, če vzameš ta stavek čisto besedno, cenite v redkih stvari. Kaj pa, če je delo, ki ga ti upravljaš, glih tista redka dobrina, ne? Tudi ja, itak. Kako boš pol ne cenil svojega dela, pa pač... Če je redko itak. Ali pa nasplošno nek izjemen uspeh, ne? Naprimer, bila bi tukaj tudi zraven. Jaz upam, da tole nek ful dober filozof posluša, pa se sam reži, ko pač obračama stavke na čist napačne načine, verjetno. Ja, križa se verjetno. Nima veze. Mislil sem drugače reči, da to ful zdaj zanimivo, ko smo zadnjič o faksih pogovarjali. A sem jaz te povedal, pač ko sem dokončeval, ko sem delal prvo diplomo na predšolski, a sem ti povedal, v kateri smeri sem jo pisal? A kaj veš o tem? Čistko. Zdaj, ko se glih to pogovarjamo. Ne, a bilo kaj redkega. Ja, meni se zdi, da ja, ne vem, če še kdo to dela takrat. Ok. No, kaj bi pa rekel, recimo, ali pa vsaj predmet, prva naprimer. Diploma je bila za predšolsko vzgojo. Ja, tako je. Mislim, verjetno je nekaj z vzgojo pa povezan, ne? Se to točne teme se tako zelo ne spomnim, ampak tako čistko, ko zanimivost, ker to bi tudi bilo zanimivo za povezati. Avtoritarni vzgoj. Ne. Ok. Kako pa ne vem, povej. Z filozofije za otroke. Filozofija za otroke. Razumevanje veline poguma pri otrocih druge starostne skupine, mislim, da je nekaj takega. Tako da v bistvu moj mentor je v bistvu en dokaj priznan filozof. Da se skrijemo naslednjič in mogoče ga celo povabimo, čeprav ne vem. Odlično. Mogoče mu tole pošljemo v pogled. Ja, mi čaka. Ampak zanimivo, no, mislim, kukorkoli. Jaz sem se čistko, to je zdaj čist random. Odločil sem se ful, ker se mi glih na ta način ful dober pač pogovarjati, pa on je imel ta predavanje tudi tako, da je imel te odprte diskusije in pač je šlo tudi o marsikatero smer in sem se pol tudi zaradi tega za njega odločil. Cool. Ok, nazaj na azijsko. A ja, veš kaj, smisel sem še to reči, da se mi zdi zelo je to tak naravnano v prid države, tako malo socialistično. A ti kaj veš o tem, ko je napisal to knjigo, drugač? Ne. Ne veš? Bom pa pogledal. Ne, se dej, gremo naprej. Neko imam itak tule odprto, se pravi... Ker to je bilo zanimivo vedeti, kako je bilo njegovo ozadje, ne, pa za koga je to pisal. Ali je napisal za sebe, pa za nasplošno to, ali so bili to nauki zdaj tako, ne, držite se tega. Dao oziroma Dao, ne? Ja. Baje pomeni pot in tudi ta stvar je velikrat omenjena v knjigi in to bi naj bila zdaj napotki za pot življenja, ne? Je pa tale gospod Lao Tzu, ki je to napisal, utemeljitelj taoizma, kitajske filozofske in religiozne tradicije. Kaj ima še kako drugo vlogo? Se pravi, tebe zanima, če bi bil kaj s sistemom, pa to povezal. Ja, mislim, ne vem. Sam da je pač ful vplivo na na izročilo, pa njegovo ime se prevaja kot stari učitelj. Bil je pa filozof in pesnik. In je pač kot umetnik pa skušal te nauke v verzih prenašati naprej. Ja. Ok, pa imamo pa... Pri kjer v kulkem smo zdaj?
Pri 6. Sej jaz, po mojem, nimam vse izpisane. Jaz sem Ja, ne, si po koliko mojem imaš, izpisal, saj kar ni. mi je bilo zanimivo. Valjda je. Bral sem pa slovenski prevod, zato so mogoče ene Bolj smotan prevedene, ja. Domuj, kjer je bila tudi taka nerganje, lepa beseda. A to si ti prepisal 1 na 1? To je v bistvu po mojem citat. sem, ja. Aha, okay. Okay. Vse stvari preidejo skozi obdobje dejavnosti, nato se vrnejo k mirovanju. Naprimer, jaz grem spat, potem ko nekaj delam in potem mirujem. Meni se pa to zdi bolj tako, kukor, Se vem, da, da ni to da je še. bilo... No, kaj bi pa, zdaj, če moraš to parafrazirati, Ja. kaj bi bilo to? Jaz po tvoje? mislim, da to samo zato, ker se malo spominjam, kakšne stvari sem bral not, Okay. da to on govori o tem pretakanju energije. Aha, Se pravi, da vsaka stvar je pač aktivna, pa miruje, pa spet postane aktivna, ali pa se njeno delovanje vpliva na to, da neki druga pol miruje, ali pa druga stvar deluje in tako naprej. Ne. mene je pa ful bolj to, da je vsaka stvar je mogoče zelo popularna, ampak ne bo vedno popularna. Lepa. Na ta način. Tako bi govorila o tem, kaj postane klasika, kaj je moda, kaj je modna muha. Naprimer, ja. To, ne. Ali pa tudi to, da ne rab, mislim, tak, da vsaka stvar bo enkrat stara, ne? Pa nič ne bo zavedno popularno. I like that. Okay. Vse to se dosti povezuje s to energijo, ko si rekel, ampak še bolj Po mojem pa specifično. zelo prešernovsko. Pozaba učenosti pomeni konec problemov. Pozaba učenosti pomeni konec problemov. Zato sem rekel prešernovsko, ker je... Učenost ali učenosti? Ne vem, Ali neče? kako se reče. Aha. Prav. Učenosti. To bi jaz zdaj rekel tako, da, veš, to je... Ne, zato sem rekel za Prešerna, ker tam njegov point je bil, ko imaš debuka žeja me iz tvojega sveta speljala, ne bila golfiva kača, da bolj ko, pač več ko veš, bolj se sprašuješ, večja je verjetnost, da si lahko deprest, ker pač se poglabljaš v probleme pa tako naprej in da bo skoraj, kot da bi rekel, pač manj ko veš, boljše je. Sam itak vemo, da to ni res, ne? Ampak bolj ko si izobražen, pa več ko veš, več si daš tudi priložnosti, da te nekaj prizadene ali pa da trpljenja doživljaš, ker se poglabljaš, ne vem, v etiko dela otrok, naprimer, Naprimer, ja. ali pa v neke take pač teme. Ne? Pa na drugi strani pa pol še to, da si manj depresiven oziroma manj slabe vole, če pač si malo glup. Ja, To je tako to. Mislim, to si že ti v bistvu ja, pač nakazal, ampak jaz sem šel malo v ekstrem. da je, kot da je pač neumnost je zdravilo za vse probleme, ne? Ker Če ne veš, ne boli, ne? ja, Niti se ne ukvarjaš pol s tem, niti ne, pa več ko veš, načeloma, ja. mislim, ne da je slabš, ampak tako potencialno se počutiš lahko slabš. Mislim, imaš pa še enega psihologa Adlerja, ko pa trdi, da vsi naši problemi izvirajo iz samo in izključno iz medosebnih odnosov. Da če vsi ljudje na svetu zginejo, zginejo tudi vsi tvoji problemi. Zato, ker Ja. tudi občutke manj vrednosti, ko jih imaš zato, ker se z drugimi primerjaš. Ja, ali sam tako naprej, ne. kaj pa recimo, mislim, počutje, kaj pa zdaj neko fizično počutje, ki ni vezano na Ja, sej nekoga drugega. verjetno pač ni specifično rekel, ampak verjetno je mislil duševni problemi. Ne. To pa ja. Ja. No, pol niso vsi. No, sorry. Jaz sem zdaj ful se zapik na to, pa študiram. Če bi našel jaz zdaj kak primer, ki ni vezan na duševno, ne, pa ima vpliv zdaj to izginotje človeštva, naprimer. Ne sem zdaj mi na pamet nič kaj pametnega ne pade, bi zdaj upal nasprotovati. Ne, sej, takrat, ko sem to bral, je kar smiselno razloženo, no, ker večina pač našega trpljenja izvira Ja, saj to je res. iz obstoja drugih okoli nas. Ne.
pač, to sem zdaj tako rekel, kot da so vsi ljudje grozni, ampak nisem to mislil, ker pač velikrat si trpljenje ustvarimo sami, samo zato, ker si ene situacije v naši, pač domišljija je toliko dobra, da lahko mi toliko napihnemo situacijo v glavi, da je v naši glavi 100-krat bolj grozna, kot pa je v resnici. To druga, pa to poleg tega je pa še tako, da mi imamo vsi feeling, da je vsa pozornost na nas, pa da zdaj sekiraš se za vsako stvar, ko narediš, kaj si bo drugi mislili. Ja. Ampak je pa tako, da ima vsak sebe v centru pozornosti v bistvu, ne? In pač kar ti narediš za večini ljudi, pač ne bo niti opazila, da se je nekaj zgodilo. Ja. To mislim. Ne vem, kdo je že to rekel, ampak ljudje bi se ful manj obremenjevali s tem, kaj si drugi mislijo o njih, če bi vedeli, kako redko mislijo na nje. Ja, no saj ja. Tako. Ok, 8. Zelo, ne vem, mirovanje je oče gibanja. To imamo tako podobno kot prej. To je čist kontroverzno zdaj. Mirovanje, kako bi zdaj to razložil. Ne vem. Mogoče vsaka stvar, ko se začne gibati, je mogla predtem mirovati. Da smo lahko temu sploh rekli gibanje. Čisto skrajno. Da vse izhaja. Ja, okej, da vse... da vse, kar se zdaj giba, se prej ni giba. Ja. Ful dober, bravo. Kar ni črno, je bela. To je edino to, po moje. No, jaz si ne znam drugače to razlagati. Bomo vprašali. Mogla bi, narobe smo se tega lotila, bi si mogla odpreti neke ful kao priznane razlage teh, pa prvo midva predebatirala, pa iti pogledati. Kako je bilo boljš zdaj. Zdaj sam vem, da nič ne vem. Ja. Ok, modrec se izogiba trudu, poželenju in lenosti. Zakaj pa trudu? Ja, to tudi meni. Trudu, poželenju in? Lenosti. In lenosti. Po želenju in lenosti razumem, trudu... Ja, to je meni čist čudno. Trudu pa ne razumem, to je po moje tudi prevedeno. Mislim, no jaz upam, da se to v prevodu zgubilo, da je v prevodu zgubilo smisel. Tale stavek. I guess. A lahko še enkrat prevedeš? Modrec se izogiba trudu, poželenju in lenosti. Ne vem. Naprej. Tam je, ne vem, ona prejšnja je bila tako, ok, tam je pa res. Ker kak se lahko hkrati izogibaš trudu in lenosti? Je pa tisto poželenje vmes je tudi čist random, a ni? To, da po moje so bile, ne vem, jaz mislim, da to ni bilo neki druga, to, ne vem, prevod smotan. Lost in translation, ne? Ja. Naporu. Aha, jaz sem zdaj videl, da se pravi, knjiga ima 81 poglavij. Ja. In vsako poglavje ima verze. Okay. Tako da vidim zdaj, da je tega veliko. Tako da na podlagi časa sem zbiral sploh te verze. Ali si pač prišel do neke? Odebeljeni ali kaj, ne vem. Ok. Ker zdaj recimo berem angleške in so itak mi ful bližje. Ker je ful manj kompleksen jezik kot slovenščina. Ja, lahko tega specifično, ali tega nimaš zdaj? Ne vem, kako bi ga najdel sploh. No pa opusti. Tako da ne bom zelo iskal. Ja, ampak recimo, če dam en primer, bom dal tega, evo. Pač primer, kak je v angleščini. Ja, pač da obdrži isto bistvo, ne, prevod. Ja, ker zdaj tak izgledajo ti verzi, naprimer, bom enega prebral. You become the valley of the world, being the valley of the world, eternal virtue will never desert you, and you become like a little child anew. Tako da, jaz ne vem, zelo bolj, ko gledam, bolj mi je zanimivo, kako sem se prekopal sploh čez tole, ko sem jaz bral. Je kar kup nesmislov, pa vse skupaj to. Ja, ker je... Ti prevodi, ne? To je res... Tak, če si predstavljaš... Bom probal dati neko primerjavo. Se pravi, recimo, da je nekdo
genij na glasbenem področju. Ja. In ker ima tip tok pojma o glasbeni teoriji, se stavi pač eno delo, ko je laiku zveni kot totalen bullshit. No, Samo jazz. zato, ker nima vsega tega predznanja, Ja, itak je. pa poglobitev, ko jih je pač ta genij imel. Ne? Mogoče tudi to, Sem da... to je pa bolj za sebe pisal, kot za koga drugega. Kdo bo to razumel, pa ne? Veš, Ne kaj? vem, mislim, če se je obdržal, pa če je to kao znano Ja, po ja. celem svetu. Ok, orožje pomeni zelo slutnjo. Mislim, da po mojem Ja. to mišljeno, če imaš orožje, pa imaš neke slabe namene. Ja, to je Ampak, kar straight forward. ja, kaj pa samo obramba? Nema toga. Ja, sam lej, tudi če imaš ti orožje doma za namen samo obrambe, imaš pač to zelo slutnjo, da misliš, da pa mogoče ti bo enkrat nekaj naredil. A veš, kaj mislim? Ja, no upis je tle, ne? Ja. Pač, kukar je neko orožje, ne moreš pričakovati, da bo Ja. mir. V nobenem primeru, Tako da dokler imamo na svetu orožje, bojo vojne. basically. Tudi če nimamo orožja, bojo verjetno vojne, ker pač ljudje so tako naravnani, da se kregajo, ker nimajo istih stališč. Se mi zdi, no. Razen če bi tak davč diplomacijo prišli, sam vidimo, da smo v 21. stoletju, pa imamo vojne po svetu, pa pač diplomacija je kar neki. V bistvu, ja. Mislim, itek ni problem, da ni diplomacija dovolj dobra, ampak mislim, so drugi cilji tle v zadnji. Da je to bolj pogoj za nastanek, ko pa zdaj, da imamo premalo diplomacije. Tale je pa kontroverzna. Želja po zmagi je želja po smrti ljudi. To se kar fajn navezuje na prejšnje, ne? Oziroma tu, kjer smo zaključili. Če si gladiator, Želja po drži. zmagi. Ja. Ampak Ja, to je tako zelo... sam, lej, pa tako ja. vzema. Jaz mislim, da tukaj ni smrt mišljena dobesedno kot smrt, ne. Ampak da, če imaš ti željo po zmagi, pomeni, da to pomeni, da nekoga moraš premagati. Ja, če ti hočeš Ne. nekaj dobiti, bo nekdo drug nekaj izgubil. Pač to je to, ja, ne? to je po mojem Je pa vse mišljeno. to ni načeloma, jaz mislim, da to ne rabi biti res. Kaj ne rabi biti? Ne, A veš. a ja. Misliš, da je ta, kako bi rekel, tekmovalna narava lahko zdrava? Ne, jaz mislim... Tu bi se zdaj navezal lahko nazaj na ono točko prej, ne, ko gre za te dobrine, ki jih je mal, ne, ali pa za neko tako stvar, ali pa če hočeš zdaj sejti neko vojno, ali pa če to tekmovanje za nekaj, kar je ful omejeno, ne, ok, to sem tako že prej rekel. Pač v tem primeru je pol ta vers smiseln, da kač pa ne rabi zdaj biti, jaz mislim, da čarama itak imaš na svetu dosti dobrin, da je dovolj za vse, sem zdaj razporeditev tega, je pa vprašanje, ne. Ali kakva taka stvar, no, da ne bi Mislim, mogla biti za vse, veš, nekateri smo bolj oziroma so bolj privilegirani, drugi manj, ampak načeloma, če bi hotel, bi pa malo lahko dosegli to, da bi bilo dovolj za vse, no. Ker recimo Jordan Peterson je rekel, da če ti ljudem vzameš zmožnost, da tekmujejo, se pravi, da hočeš narediti, da so si vsi med seboj enaki. Ja. Da jim pač odvzameš možnost, da bi sploh naredili nekaj iz sebe. In da kao države, ki so pač uspešne, so Da so take ful države, tekmovalne. ki dajo ljudem ful različnih načinov, da lahko zmagajo. Ja, Oziroma različnih priložnosti. ja. Tako mogoče... Mislim, Jaz sem to je zdaj govora o priložnosti, ne o tem, da mora nekdo zdaj biti poražen, zato da bodo drugi zmagali. Ja, se strinjam, Ja. da ne moramo biti vsi zmagovalci, ja. ne more biti vsi zmagovalci. Sam v igro. zmeri boš imel pač zmagovalce pa poražence, ne glede na vse. Ampak moj point je bil, da pač ti spol, ko je poraženc, da imaš še druge opcije, kjer pa lahko postane zmagovalca. Ne? Jaz bi tukaj sam rekel, da se pol neka lestvica vzpostavi bolj kot pa zdaj, da je nekdo izgubil zaradi tega, ker si Ja. zmagal.
če se gre za neke... Hierarhijo če je to narediš tekmovanje. v vsakem primeru. Ja, to se bolj strinjam, ja. Ne zdi se mi pa zdaj, no, da je to zdaj nujno, da če ti hočeš zgubiti, da mora nekdo pa zmagati. Obratno, Če hočeš ti misliš, ja. zmagati, mora nekdo zgubiti. Ja, to Ja, sem mislil, ja. da. To mislim. Je pa res, da prospiraš bolj, ne? To je ena zelo velika motivacija. Se mislim, da je bilo kdo je to razlagal, da je kao kot črna motivacija to, da ti nekoga premagaš. Ne? A se poznaš to? Se ne, če ni tudi Peterson, ki je o tem govoril. Da je to zelo dober motivator. Zigar je motivacija. Ali pa zelo dober motivator je tudi to, da ti hočeš nekomu dokazati, da ti to zmoreš. To je sicer bolj taka egoistična, ampak to je še vsem ta črna motivacija. Nisem dobra, jaz bom zdaj telovadil. No, zelo dober primer, ne bom zdaj telovadil zato, da bom jaz zdrav, ampak da zdaj tebi dokažem, da je to lahko, ali pa da tebi, ne vem, ker bom tukaj fajn zgledal, pa ti, ne vem, punca spela. Zigar je to dobra motivacija, sam mislim pa, da ni sustainable take vrste motivacija za pač zmeri. Po eni strani se strinjam, po drugi pa ne, ker se mi zdi, da recimo nekdo, ki se hoče dokazati, je to sam črna motivacija. Ja. Tako je recimo kaj je te knjigo o ulicih napisal, pa ta za fitness. Knjigo o čemu? Ko ima te, ko je odpiral džime, no. A ja, Hormozi. Ja. A ni, no, kukar, zdaj jaz ne bom dal zdaj roko v ogenj za to, ampak jaz mislim, da je njemu bila največja motivacija to, da je pač delo nasprotno te, kar je njegov oče hotel. Ne? Da se mu je vedno hotel dokazati, ja, to je velike govoril o tem. Ne? Ker oni so full hotel, on je full hotel, to je zdaj tako tudi, kukar je on razlagal, zdaj napihno ali ne. On je, kukar se jaz on je razlagal veliko o tem, da bolj kot je delo to, pa bolj kukar je bil uspešen v tem, kar je njegov oče hotel, bolj se je slabo počutil in pol so ga vsi, pač tak, kako se to reče, mislili so, da mu nikoli ne bo ratel, ker oni so bili vsi zdravniki, pa to nekako jaz poznam, ta cela familija, ful tako... Ful je izobražen. Ja, tako je. On se pa odločil za čist nekaj drugega, ne, in bilo to pol in pol, on, ne vem, se tudi ni mu upal povedati, da se je odselil, pa ga pa poklical, da se je odselil, pa ne vem kaj. In je pol kao, look, dad, I made it, kljub temu, da nisem šel po tvoji poti in da pač, da ga to ful žene, kao, ne. Pa tudi, ko ima te nauke, češ, da moraš da ne se ukvarjati s tem, kako se počutiš, da ti sam pač teraš dalje, pa delaš, ne? Ja. Kako je že, fuck feelings, kva nekaj... A veš, kaj mislim? Mogoče misliš tist hard life. Ne, kaj je že? Čakaj, prav, bojste pogubljati. Ok. Naprej imamo pa tisti, ki se v popolnosti prilagodi svojemu okolju, dolgo izdrži. Prav piše izdrži. Pravi, če se prilagodiš svojemu okolju, dolgo zdržiš. Ja, I guess, ja. Vse to je... Tudi te vrste, ki so se ful prilagodile življenjskemu prostoru, skozi čas so nedle preživele. Ja, da sem pa našel. Fuck your mood, follow the plan. Torej ti tajiš vse in pač sam greš z glavo skozi. Zato je pa on tudi ful zagovornik, oziroma ni zagovornik, ampak nasprotuje tem jutranjim rutinam, da pač ti moraš samo stati pa iti delati. No se to vse ampak no, ne vem, meni se zdi, da to za nekoga, ki mogoče niči, mislim, da to je on gre ful v obsesijo, se mi zdi glede tega, ne? Obsesijo z delom. Zdaj to spet ni health, če me naprašaš. Mislim, on je prav na taki točki, da njemu ta hard work res dopamin daje. On je to pač res zasvojenost. Ja. A to zdravo, veš? Ja. Ok, to je za vprašanje za bralce, kaj pa vi mislite? A je to zdravo? Predvsem za bralce, za poslušalce in gledalce, sem mislil. Kako si, lahko še enkrat prosim prvi za brado? Če se v polnosti prilagodiš svojemu okolju, dolgo izdržiš, ampak s tem tudi, jaz mislim... Ni pa to nujno dober, ne? Lahko je to tako, da bi on hotel reči bod konformist. Ampak s tem pa riskiraš lahko to, da bi lahko nekaj riskiral, pa pač nekaj boljšega dosegel.
Ker so lahko boljše žrtve v življenju, ti lahko boljše nagrade prinesejo. Ne? Lahko pa pač sam misli... Kaj že imel Berglis? Adapt, improvise, pa še nekaj. Overcome. Ja, to je to pa malo. Mhm. Pač v primerih, ko pač nimaš drugega, to se mi zdi malo bolj tako, da ne overthinkaš. Mhm. Pač narediš, kar je tvoje moči, se pač na tem nivoju prilagodiš. Pa je tako obstoj po moje veliko lažje, kot da zdaj greš glih z glavo skozi zid proti temu, kar ne bilo nujno. Tale je pa dobro. Okay. Demokracija omogoča popolnejše varanje suverenega ljudstva kot katerikoli drug znan sistem. To je zdaj tako druga knjiga. Ja, to je zdaj. Damn. A lahko razdelimo to malo. Koliko demokracija? Omogoča popolnejše varanje suverenega ljudstva kot katerikoli drug znan sistem. To je tako, da bi rekel, mislim, po mojem demokracija na papirju, ne? Oziroma ti misliš, da imaš opcije. Tako, iluzija izbire. Tako, iluzija izbire, ja. Mislim, da je to. Ja, pač ti v bistvu misliš, da izbiraš, ampak ti je bilo nastavljeno že, med čim boš izbiral in pač moving on. Ja. Kaj koristi človeku, če si pridobi slavo ali bogatstvo in izgubi svoje življenje? Okay. Ja, to je kar taka normalna. Ja, pač. Da prodaš dušo hudiča. Mm-hmm. Da glih sem zdaj čul, mislim, da Will Smith rekel, ko sem bil reven, pa sem imel probleme sam s sabo, je bilo pač v redu. Pa sem bil pa bogat, pa sem imel še kar probleme sam s sabo, pa sem bil tako shit. Ko pa zdaj naredimo, ne? Ja, ne, ni to, da denar se reši, ne. Ja. Sam veliko pa reši. Ja, jaz to dema zelo. Čakaj, mislim, sem še sam reči, zaključiti. Okay. To je prejšnja modrost, ki si je z usto. Pač kar si prebral. Od Willa Smitha, ja. Ja. Kva? Ja. Od Willa Smitha. Ali to, ko si prebral. Ja, Will Smith je to knjigo napisal drugače. 400 let pred našim štetjem. Ja, vampir. Mislim, da je bila ta misel dobra za tistega, ki je imel pred kratkim velik publicitetni škandal v glasbeni industriji. Ni bil škandal, no pač bomo rekli, malo so se skregali. A ne vem, kaj je bilo, whatever, ok, naprej. Eva bo to vedla. Res si to naredil zdaj. Top. Ok. Ampak rej ne govorimo o tem. Mogu si, ne. V redu. To je res... to sem te hotel, ko sem te prekinil. Da rečemo kaj o tem, če denar kupi srečo. Ko si pač na to navezal. Jaz pravim, da denar ne more kupiti sreče, lahko pa kupi svobodo, ki lahko ful prispeva. Pa pogoje. Ja. Pa pogoje, ja, to strengam. Ker če si ti, jaz mislim, da denar kupi srečo, ko priješ do točke, da se ti ni treba več sekirati zaradi denarja. Bolj naprej pa pač... Máš tudi pol vejo, pa lahko filozofiraš o tem, zdaj je to sam prepričanje družbe, ki ga imamo, ne? Ali ti se lahko osvobodiš tega, ne? Samo je to ful tako, da greš ti poljem pa zdaj homeless, pa se čist glede tega, ne vem. Jaz mislim, da nismo več tam, da bi, mislim. Ne, ker če z druge strani pogledaš, je to lahko, kamot rečeš, da je to stavek, ko ga govorijo poor people. Ja, mislim, sej... Ne more kupiti sreče. Ampak jaz pa ne bom nič naredil, da me več narja. Mislim, jaz tudi nisem zdaj ful bogat, da bi se to zdaj čistko ena na eno strinil, ampak še vsajen, ja. Jaz mislim, da lahko vsak naredi nekaj do tega, da pač saj te osnovne stvari pokriješ, naprimer, no. Mislim, vsaj v tem delu, kjer živimo mi, imamo ta privilegij, no. Zelo je lepa heuristika ta stavek, zato pač, da pač na denar ti ne more prinesti sreče, ampak ni pa tak črno-bel stavek. Ne, tega ne.
Ne, na to strinjam. Ne, sigurno. Sigurno, če ne druga pogoja, no, pa tiste osnovne stvari, da si pokriješ, da lahko sploh ti izkusiš to srečo, ne. Mislim, se imaš pol te stavke, ja, pa mi nismo imeli nič od tega, pa smo bili vsem srečni, ja. To se lahko navežeš pol na to, da kar ne veš, ne boli, ne. Ja, tako. A veš, če ti sploh ne veš, da ni nujno sploh luksus, ampak neka stvar, da obstaja, ki ti prinaša srečo, oziroma katero lahko ti izkusiš bolj to, ne, je sigurno povezana z denarjem. Vsaj v začetku. Je pa res, da mislim, dost teh, ki pa imajo, to je zdaj spet tako, ne. Dost teh, ki imajo denar, pa pol pravijo, da ti priješ recimo do neke vsote, nad katero pa pol ti pa res nič več ne pomeni denar, nič bolj te ne usrečuje, no, ko priješ do neke meje. Ja. Se strinjam. Modrec. Prosim. Nima trdnih. Ja, okej. Modrec nima trdnih principov. On prilagodi svojega duha svojemu okolju. To je ful podobno oni prejšnji. Ja. Mislim, prejšnji oni o prilagajanju okolju. Ja. Ampak tule bi jaz mogoče rekel, da on bolj misli to, da moraš biti open-minded. A se, da se prilagodiš, tak moraš biti. Se pravi, da si odprt za mnenja drugih, ker pač... No pa tudi da probaš kaj drugega, ni nisi zdaj zacementiran, takle je bilo vedno, tudi, takle so probaš, vedno delali in takle je najboljše, ni nujno, ne. Po moje že to dovolj. To je zdaj, mislim, si me spomnil na, verjetno bom narobe povedal, ampak No se ni. en vic je, da je pač ena dala pečenko peč, oziroma tako bi hčerka mamo vprašala, pač kak naj speče pečenko. Do suhega. In je pokazala, da pač jo naj na pol prereže, pa da v 2 pleha, pa pač da peč vsakega posebej. In pa je ona svojo hčerko isto naučila in tak naprej. Ampak pač little did they know, da sam pač stara mama ni imela za dost velikega pleha in je dala pečenko Pač 2 dva, pleha. ne. Ja, in je ta absurden podatek šel pač naprej, pa noben ni vedel, zakaj to dela, ampak tako to pač delamo. In se mi zdi, da je ful takih stvari, ko jih pač delamo sam zato, ker smo se jih tako naučili delati, pa se nismo nikoli vprašali, zakaj pa jih tako delamo. Itak je. Kaj pa, če stara mama vedela, da bo bolj even pečen, če da na manjše kose pa hitrej? Sam prej je lahko overcooked meso. Tako da stara mama nima pojma. Zakon. Ne, stara mama je verjetno brez termometra. Ona je že vedela. Perfektno spekla meso, ne. Tako da props to stara mama. Okay. Modrec je že bil in sedaj zadnja. Stvari postanejo močne. To je zdaj 16. Ja, Okay. 16. zapoved, ki sem si jo jaz izpisal. Dobro. Stvari postanejo močne, na to zastarajo. To je po mojem neka life cycle fora. Postanejo močne. Življenjski cikel v smislu, ne vem, človek v 30-ih dosežeš svoj pik, svoj vrh fizičnih in kognitivnih sposobnosti in pa začneš zastarati in isto je skoraj z vsako stvarjo. Mogoče je to mišljeno. Ja, pa spet se navezuje. Vse v bistvu vidim, da se dosti teh nazaj navezuje, ne? Ja, Ko smo se prej pogovarjali o tem, da vsaka stvar je enkrat popularna nekaj časa in pol sigurno ne bo več popularna. To je pa po mojem zdaj isto. Recimo, ko boš star 30, boš popularen, pa ne boš več. Ker boš star pa grd hiter. Mislim, da ni treba zdaj omejiti, pač, no, ne vem. Daj. Ne bi zdaj omejil na leta, ne? Ko boš star 30, je konc, 30. Florian. Aj, hvala. In to bo kmalu. Naslednje leto. Oh well. Ojojoj. A lahko še enkrat ponoviš ta stavek, prosim? Stvari postanejo močne, na to zastarajo. Pač to je on sam nek fakt, pa udaril, kaj je to? Ja, to je brez veze. To je on neki.
Sej, Pač to je res tako fakt. Midva to itak beremo tak full izven konteksta, ker ti imaš pač verze in jaz sem verjetno enega ven izpisal. Ful dobro. Ampak, Koš pa zdaj, če bi šel gledat knjigo, bi že bilo čisto nekaj druga. Bi šla. ja. Stvari pa postanejo močne, na to zastarajo. To je tako bolj, da se pač, da te opomni, pa da se zavedaš tega, ne? Ja, ja. Jaz bi to šel isto nazaj. Če damo za primer mogoč odnos do nekoga, ne? Pač Ja. lahko imaš ful dobro prijateljstvo z nekom, pa pač bo zastaralo, če ne boš tega vzdrževal ali nekaj. No, ti si šel tukaj že en korak naprej, ampak ja. Ja, jaz sem Bo to še to. dal, če ne boš vzdrževal, ne. Ampak drugač, zdaj, če pomisliš v sklopu odnosov, Ja. imaš verjetno veliko ljudi v življenju, s katerimi imaš tak odnos, da ta stavek velja. Ja, definitivno. Pač, ali pa mislim, da imamo vsi nekega najboljšega prijatelja iz osnovne šole, ko smo imeli res ful močno vez z njim. Pa ja, pač, ko si mislil, da boš do konca življenja, Ja, kolega. ja. Ja. Tako da, redki so po mojem tisti, ko res imajo takega kolega res tak dolg. No. Mislim, Ja, itak. iz osnovne šole. Mislim, sem mislil. odraščaš, razvijaš se, oziroma razvijaš se v drugačnih stopnjah, mogoče se kam preseliš, zanimanja grejo na razen in pač že to je trikrat bilo zdaj preveč, da bi, Ja. da bi to ostalo. Ne? Yep. Tako da, ja. Imaš kakšno zaključno misel še? Moja zaključna misel, zdaj jo bom prebral. In A to je bom, tvoja zaključna misel? Zdaj sem si odprl v angleščini en random vers in ga bom jaz v slovenščino prevedel, ampak se mora rimati. Ojej. No, pa a ga znaš na pamet že? Ta žajbelj Aha, ne. je oster, ampak ne reže. Špičast, ampak ne zreže. 2 tedna me ne užalita svetloba. Tole bomo odrezali. No, Ne bomo. Svetloba, 2 tedna me ne bo ta užalila, a me bo ta užalila. Jaz sem tak zgubo, ki sem. No, Težke so za prevesti, zato pa vidim, da zato se po angleščini tudi ne rimajo. Pa naj bo to... Aha, pa sam v angleščini ga imaš. Ja. Sam se tudi tu ne rimajo, to so tak verziji brez rim, ne. Mogoče pač, ga sam... ampak lahko vidiš, kak nesmiselno to zveni, če v angleščini preberem. Okay. Therefore the sage is sharp, but does not cut. Pointed, but does not pierce. Forthright, but does not offend. Bright, but does not dazzle. Ja, se to ni tako. Sorry, ni fortnight, ampak je forthright. Aha, no, se še vse, ja. Zdaj je smiselno bolj, ja. Ta 2 tedna sta me čist. Fortnight. Da ne smeš vse jemati. Tu so spet ta nasprotja, pač. V vsakem stavku je nasprotje. Ja. Imaš, da je sharp, ampak does not cut, pointed, does not pierce, forthright, does not offend, bright, but does not dazzle. Ja, vezano predvsem na to, da ni vse tako, se zdi, pa da, mislim, mogoče, da ne jemlješ vsega na prvo žogo. Mislim, da je dovolj tele filozofije za danes. Jaz sem zdaj čisto razočaran, ko nisem mogel prevesti. Ja, sem videl, da če se ti ustavil. Okay. Ja, vredo. Danes je epizoda krajša, ker gremo na dopust. Zdaj jaz grem Florianove cote spakirati, on gre moje spakirati, zato ker moški si ne pakiramo sami, ampak nam drugi spakirajo. Moški pakirajo. Ja, drugi slabš. Se vidimo v prihodnji epizodi sezoni, ne, epizodi. Ja, lepo se cvrite na soncu poleti, takle.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.